Ne, sej nasploh ti anime eventi tudi v tujini so smešni, ker že, ko smo mi delali spletno stran lani in predlani, sem jaz skušala gledati malo spletne strani tujih eventov, ne. Ampak te spletne so tako zanič, pač res ful so slabe. Kot da bi bilo to neko leto, ko je prišel internet na trg in neki skušaš kaj narediti, pa ful je pisave, mislim, pišejo res celi romani, ne. Težko se navigirati po programu. Ja, res, in ker tudi pač za program sem hotela malo pogledati, da vidim, kaj ima od drugi, kaj lahko kaj ukradem, recimo, ne. In pač iščemo kaj program in ti dajo tam, upiši se kot stojnica. Jaz ne, program, kaj predavanja, cool. Prijavi se kot predavatelj. In pogledam in tako, evente čez 2 tedna, pač načeloma, če event čez 6 mesecev, da ima kome prijave, ne. Ali pa če samo program, ti samo napišu 50 stojnic, toliko ilustratorjev, toliko panelov in to je to, ampak nič pač kaj specifično, ne. In vedno so ob straneh neki komentarji, nek blog varianta, kaj ljudje pišejo, tako zelo... To me prav spominja tiste prvič, ko sem iskal conventione, ko sem še bil mlad, ko res tisto fan-made spletne strani, ko nisem imel pojma, kaj se dogaja, mene je bilo strah gledati to in iti na ta convention, ker tak kaj te lahko pričakujemo od tega, to je ful tak, a to so prijatelji, ki se poznajo samo, a jaz outsider zdaj tam. Ja, pa tudi, ne vem, tudi velike konvenčni, ki so, ne vem, Aninight recimo, greš na njihova spletna stran, nima niti linka, nima ne na YouTube, ne na Instagram, nič, nobene fotografije, pa dobro, pa so to sploh konvenčna ali... Ker naprimer Italija, oni sploh nima spletnih strani, ampak imajo tipo eventim, torej tam kupiš vstopnice in sam to imaš, ker to, kar je zdaj... Meni, like, Italijani imajo vsak vikend v nekem mestu vsako manjše mesto ima eno konvencijo, pač Italijani so res bolani na to. In vemo, da v Italiji je tudi Luka, ki mislim, da na letni ravni sprejme 350,000 obiskovalcev, tako da oni v bistvu že samo ko rečejo anime convention, je to everything you need to know, a ne? Ker v bistvu, če imaš produkt, ki se rotira vsak teden, točno veš, kaj lahko pričakuješ. Potem, ko pri nas moraš mogoče veliko bolj vizualno, pa s takimi promo videi, ko smo zdaj delali, v bistvu povedati, kakšna je zgodba eventa. Za Luka Comics sem jaz govorila z eno italijansko stojnico in pred leti, ko so prišli k nam v Izolo, ki takrat so imeli še zastojn stojnice in niso mogli verjeti, da pač bodo imeli mizo zastojn in je rekel, da je bil enkrat na Luki in da ne gre nikoli več, ker je imel najmanjšo mizo na najslabši lokaciji in je stala 600 evrov, je pa zaslužil 2000 evrov takrat. Tako da še zmeraj ni slabo, ne? Ampak 600 evrov za eno mizo. I can imagine why, glede na to, če rečeš, mi imamo 300,000 obiskovalcev. To komu tu vprašaš, ne. To je pač verjetno precej visok, tudi da te sploh povabijo, je verjetno cut-off full nizek. To je še vedno tak, to je preveč ljudi že. Jaz imam ful rad naše slovenske konvenčne, ker je tako novoletka, ne? Taka osebnost narava. Gremo nazaj v Kiberpipo, pa se zapremo v eno sobo. Ne, če imaš te majhne evente, so res bolj simpatični, ker tudi Italija, kot sem jaz videla, tudi Italijane, ki poznam, ki so, mislim, ki so redni gosti teh eventov, oni v bistvu imajo samo seznam stvari, ki morajo kupiti in pač grejo notri na dogodek, in pokupijo stvari, ki rabijo, pač grejo stran. To je to, ker je res načrt je samo, da kupiš, se slikaš z njimi cosplayer in je to, ne. Ni res neko druženje in to, ne. Povezava. Ampak je to, ker smo tako razdrobljeni po Sloveniji, ampak še vedno precej povezani preko interneta, ko se enkrat dobimo v živo, pač želimo to, social interaction je pač velik del v bistvu eventa. Še vedno je niš v Sloveniji, se mi zdi. Se ni tak anime... jaz bi mogoče cut-off niša presekal takoj, ko smo začeli za dogodke računati. Zato, ker smo v bistvu smo prišli v dejansko obdobje, kjer so ljudje pripravljeni plačati in smo dejansko samo zadostni s temi eventi. Niša je nekaj, kar je v bistvu bolj ljubiteljske narave mogoče, kjer ti samo predstavljaš neko svojo vizijo, neko svojo subkulturo, ne moreš pa z tega delati nek produkt, pa da bi rekel, da ga lahko finančno podpreš. Oziroma, da vsaj dobiš investicijo, return on investment, da imaš nekaj. Ampak zdaj pa, ker smo v bistvu v sceni, kjer lahko višamo vstopnino, pa višamo še obisk, je v bistvu zdaj vprašanje, kje je meja? Kje je meja?
glede na to, kako se je v bistvu dvignil Umiko iz leta v leto, kaj lahko pričakujemo naslednje leto? Ker zdaj v bistvu promocija bo precej boljša, naša ekipa je sodelovala in precej drugih ekip je sodelovalo, ki v prejšnjih letih niso. Oh my god, ekipa smo. Pač ne drugače. Jaz sem za socialno omrežje porabila 25 € letos. Dobesedno in kljub temu toliko obiska.